Pozdravljeni v novem petkovem ekstremu. Res je. Današnja oddaja bo Matičeva oddaja. In to ne samo ena, ampak boste spet dve. Joj, spet. Kje bojo spet meje? Ne bo nič v mejah, bo pa sicer v zgodovini. Ja, Ampak... no shit. Ja, no, lej, če hočeš kaj v zgodovini povedati, ne moreš v 10 minutah vsega povedati. Veš, Saj nikoli 10 minut. No, to je tudi res, ampak se trudba. Ja. Danes v bistvu pa naslednji teden bo o pripadnicah nežnejšega spola. Se pravi, prejšnji teden je bil materinski dan, dan žena, naslednji teden je materinski dan in mislim, da si zaslužimo... Je bil tudi dan močenikov. Je res, ampak vsem. Mislim, da si zaslužimo, da si pogledamo ženske, ki so v zgodovini bile, pa so nek pečat pustile, se pravi, so nekaj pomembnega naredile ali pa se pravi karkoli, da jih poznamo. Ne. Bo pa tako narejen, da v ta teden bo o, kako rečemo temu, javnosti poznanih ženskah v zgodovini, drug teden bo pa o nepoznanih ženskah, pa so mogoče več naredile, kot te, ki bodo danes omenjene, ne, pa jih nažalost ne poznamo. Tako da je... Ker jih mediji ne izpostavljajo, jih ne poznajo. Ja, ali to, ali pa karkoli, no, sej. Ja. Malo skršenega tudi tako... Pomembenega pa ga ne poznamo. Ne samo žensko, tudi Ja. ne Vsi poznamo. smo enaki, a ne? Ja, Yes. tako. Tako da no, bom Kar začnimo. skratka kar začel. Torej, ta prva bo Kleopatra. A greš od zadaj spet? Ja, danes se bomo držali nekaj ključa. Bo, se pravi, Kleopatra, ona je živela med leti 69 pred Kristusom in 30 pred Kristusom. Oziroma, ona je, Kleopatra jo poznamo, cel ime je pa Kleopatra VII Filopator. Namreč od družinsko ime. Okay. Je bila zadnja egiptovska kraljica, ki tekoče govorila 9 jezikov. 9 jezikov, z matematiko se ukvarjala, pa seveda politik, ker je bila vladarica, ne? Logično. Bila je pa zadnji vladar iz makedonske dinastije Ptolemejcev, kar pomeni, da je bila tudi zadnji makedonski egiptovski vladar. Aha. Dejansko je bila iz Makedonije, mislim pač iz... Ja, iz tam je dinastija prišla. Ne? Zanimivo. Tako, da ne bi rekel. No, ja, vidiš. Kleopatra spoznal, ampak tega nisi vedel. Ja, točno to je. Zdaj, kaj najprej pomislimo, ko rečemo Kleopatra? Ja, pač na egipčansko. Ja, pač lepa lepota. Na lepoto, ne. A ni ona ta prva make-up v neki... To ne vem, ampak jaz mislim, da so takrat se vsi mazali dosti. Ja, ne vem. Ja, no, menda je bilo to res, ker je na vseh, se pravi, ali mozaikih, ali slikah je nadpovprečno lepoto izkažejo. Zdaj, ne vem, verjetno veš, te dinastije pa kralje zmer v lepši luči spostavijo, ampak mogoče je tukaj bilo res nekaj na tem. Zakaj? Zato, ker se tudi ve, da je zelo veliko časa preživela oziroma je namenila svoji lepoti in vsem tem. Kar se je tudi pol obrestval. Ja, vsi poznamo potem, ne? No, če gremo malo tako, njen oče Ptolemej 12. je umrl, ki je bila stara 18 let in takrat je pač tudi začela. Koliko je bila ona stara, ki je umrla? 39. Skratka, takrat pri 18 je formalno prevzela oblast, ampak že od začetka so bile neke težave, recimo ljudje so hoteli brata njenega, ker sta nekako sočasno, recimo temu, vladala v Egiptu. Pol tudi neka slaba letina in ljudje so začeli obtežati in se je mogla izseliti iz Aleksandrije, ker je bila prestolnica. Ne. V tistem času, nekaj čas potem je prišel Julij Cezar, ne, ki je hotel mir vzpostaviti v Egiptu. Ni mu glih uspel, mu je pa uspel nekaj drugega. To pa je? Z Kleopatro sta v malo bolj resno razmerje, v bistvu. Če bi imela Facebook, mogoče imela zapleteno razmerje. Ja. Prišlo je pol do državljanske vojne, seveda Cezar, ki je pomagal Kleopatri, sta skupaj zmagala. Je bila torej pol ona na oblasti. Rodil se jima je sin, Cezarion oziroma Cezarček, bi temu rekel. Ne? In po vojni ni
ni, se pravi, Egipta aneksiral, ni pod Rim točno šel v Egipt, ampak je ustal Egipt samostojen. Do Cezarjeve smrti je ona živela v Rimu, potem je šla nazaj v Egipt. Po državljanski vojni v Rimu je prišel Mark Antoni, da bi se... Kdo je bil pa tisti čas pol v Egiptu, ki je bila ona v Rimu? Ja, je imela že neke namestnike tam, ki so na... Je bila še zmeraj ona? Ja, seveda, ja. Sam pač ni živela. Sam ni tam živela. Ko je bila državljanska vojna v Rimu, je prišel Mark Antoni, to je bil en od triumvirov, to so bi triumvirat je bil po državljanski vojni bil nek sistem, kjer so trije vladali v Rimu. Tudi z njim je prišla v razmerje, sta se poročila, imela 3 otroke, ampak Antonija so ubili in tudi kmalu potem, ker bi najbrž njo ubili, je Kleopatra naredila samomor. A ja, ona što zato nisem vedel, da je naredila samomor. Kako je umrla, ne vemo, da si kalčo oziroma kobro si je pustila, da je kobra pičla, no. Menda, ne vem. Druga v tej vrsti bo Ivana Orleanska. Jeanne d'Arc. Nisi še slišal za Ivana Orleanska? Slišal sem, sam nimam pojma, da je kaj je že bilo z njo. No, ona je živela med leti 1412 in 1431, znaš dobro brati, ja. Ne, se ima tudi tak ime. No ja, sej. Francoska. Francoska narodna junakinja in svetnica Rimokatoliške cerkve. Ja, vem, to je ona, ki je... Ki je bila zelo mlada. Ja, pa ki je se delala, da je moški. Tudi pridemo do tega. Dobro, vidiš, neki se dobro spomniš. Ja. Ona je bila rojena v času 100-letne vojne med Anglijo in Francijo. Mimogrede, 100-letna vojna ni trajala 100 let, ampak je trajala 116 let. Še ena stvar. Ok. Jaz se to je 100-letna. Pač Ja. pedant. No, pri 13 naj bi se ji prikazal nadangel Mihajl, pa jo pozval se pravi, zglednem življenju in ji rekel, naj prežene Angleže. Kar je malo hecno. A ne, se je nadangel prikazal, ne ubijaj, lepo živi, spoštuje četa in mater. Pa mimogrede Angleže ne butejte, a ne. Pa pobil se. Ja, pa pobil vse mimogrede. No, in pri 16 je šla pol v mesto in zaprosila enega častnika, če se lahko pridruži vojski, on je zavrnil, ampak ker je napovedala nek premik Angležev pravilno, so domnevali, to je pa božja, to je pa res neka božja beseda, očitno ima pa res, je nekaj na tem, ne. Zato, ker tudi, verjel je tudi zato, ker je bilo v 14. stoletju je bilo prerokovano, da bo iz Francije neka mladenka, da bo pregnala Angleže, ne. In so pa povezali vse skupaj, ne. Ja, pol je naneslo do tega, da se je preoblekla v moškega, pa je šla na dvor, kjer se je soočila s kraljem Karlom VII, ne, in mu rekla, da plemeniti kralj, ime mi je Ivana Devica in nebeški kralj me pošilja, da osvobodim Orlean in te popeljem v Reims, kjer boš kronan in maziljen. Ne, in wow, vsi so seveda dobila je podporo, čeprav je mogla se vseeno izkazati, da je Še zmeraj, ja. Boga vredna in vsega tega. In dali so jo pri 17 so jo dali v boj, ne, na čelo vojske, kjer je bila uspešna, v velikih bitkah je zmagala, ljudje so jo zelo spoštovali, sploh zato, ker je še vedno, čeprav bila priljubljena, ne, pa vojakinja je imela neko življenje, mislim, ponižno življenje je bilo še zmerno. Zgodilo se je pa pač to, da jo je vojvoda burgundski jo je zaprl, prodal jo Angležem in oni so jo obtožili heretstva in jo zažgali na grmadi. Kasneje, celo čez 25 let, ne tako dolgo, je cerkev še enkrat preiskala ta se pravi, primer in je razglasila za nedolžno in potem čez nekaj stoletij za svetnico. Pri 19 je pa pač umrla. No. Do 19 Do 19 dosegla več, to, kar večina od nas. Ne bomo nikoli. Ja. Dobro. Potem imamo nam mogoče malo bližjo Marijo Terezijo. Nikoli sliš. 1717 do 1780. Okay. In je vladarica Habsburških dežel, se pravi najvojvoda Avstrije, kraljica Ogrske in Češke ter edina ženska vladarica
habsburških dednih dežel in cesarica, mislim, no, recimo temu cesarica rimsko-nemškega cesarca. Čeprav vlado je njen mož Franc I. Štefan kot cesar, zato ker cesarska korona je se išla sam po moški liniji. Ne. Ampak ona je še zmeraj imela glavno besedo pri vsem. Njen oče Karel VI. Je po smrti edinega sina izdal pragmatično sankcijo, kar je pomenilo, da tudi ženske lahko se pravi, vse nazive podedujejo in vso zemljo. Ampak kljub po smrti tega očeta, ljudje so se strinjali, ne, tudi vladarji s to pragmatično sankcijo, ampak takoj po smrti je prišlo do vojne, do nasledstvene vojne, kjer so Habsburžani izgubili Šlezijo in takrat je ona videla, da je očitno vojska je v totalnem razsulu in tudi začela je najprej reforme v vojski. Da se je vse skupaj se je začelo pač tukaj v vojski. Njen oči tudi nič ni povedal o delovanju vlade, ker je pričakoval, da bo možu predala oblast, zato se je mogla vse sama naučiti in to je bila zelo uspešna. Dejansko je začela z neko popolno revolucijo. Davčne reforme, ki so zagotovile neke redne prihodke, potem je centralizirala vlado in sam administrativni urad. Potem je ustanovila vrhovno sodišče. Pomagala je univerzam, katastri so se tukaj začeli. 1771 je robotni patent nastal, to je, se pravi, je razbremenil podložnike, omejil je tlako in tako naprej. Šolstvo, šolske reforme, obvezna šola je bila. Naprimer, tudi krompir so mogli ljudje saditi zaradi lakote. Se pravi, lakota ni bila pol več tak problem, ko so ljudje začeli dejansko s krompirjem se ukvarjati. In je res toliko veliko naredila, da so jo imenovali kot, da je bila razsvetljena absolutistka, se pravi, nekaj več. Tako. Ker nas čas že malo baše, bomo malo puhteli. Naslednja je kraljica Viktorija, 1819-1901, to je bila kraljica Anglije. Verjetno najbolj znana, čeprav zdaj je Elizabeta II. Verjetno še malo bolj. Najdolj cajta Elizabeta. Ja, je res. 63 let je bila kraljica Viktorija, kraljica Združenega kraljestva, se pravi Velike Britanije, Irske in bila je tudi cesarica Indije nekaj časa. Torej, 63 let, leta 2015 jo je pa Elizabeta II. Prehtela. Tako je. To se spomnim takrat, ko so govorili, da je zdaj nisem več Elizabeta II., ampak prva. Tako nekako je. Ona je tudi v bistvu mesec dni po 18. rojstnemu dnevu je umrl njen stric, ki je bil takrat kralj William IV. In je že pač tudi pri 18. že dobila krono. Je pa nekaj, ta William IV. Je bil poleg tega, da je bil kralj Velike Britanije, bil tudi kralj Hanovra, to je severnega dela Nemčije. In bi nekako tudi ona mogla pa prevzeti ta območje, ampak ker v tem Hanovru niso ženskam dajali oblasti, je se pravi drug stric Ernest Augustus je prevzel to kraljestvo Hamburga, Hanovra in ona je ostala sam na otoku, kar je verjetno, če zgodovinsko gledamo, še najbolj vse obrestvali. Se pravi, leta 1838 je ob njeni inauguraciji v Westminsterski palači je bilo kar 400,000 ljudi prisotnih, kar je zelo veliko, je pa tudi prva, ki je imela rezidenco v Buckinghamski palači, ker ima še danes tisto glavno rezidenco. Ne, prej so imeli ali pod drugot, ali so se selili, ali tako naprej tukaj, ona je pa stalnico pol tukaj naredila. Ona je menda, mislim, bilo je pa seveda tudi priljubljena, že od samega začetka je bila zelo priljubljena. Je pa ona menda zelo veliko pisala, sicer ne vem, zdaj to 2500 besed približen na dan, da je zapisala. In da je ob smrti je zapustila 122 knjig, se pravi dnevnika. Dnevnik je pisala, ki zajemal 122 knjig ob smrti. Tako da je očitno res veliko pisala. Pridna.
ja, imajo pol podrobno, kako je živela. V bistvu. Ja, to je zelo dober zgodovinski ver, ne. Ja. Se pravi, neposredno ver pri prve roke. Tako, ja. Ta obdobje, ne, viktorijanska doba je zaznamoval širitev britanskega imperija, kot tudi čez velikih socialnih sprememb, ekonomskih, tehnoloških, se pravi, industrijska revolucija je bila pa vrh v njenem času. Ne. Tudi zelo je veliko politiki naredila, naprimer reformirala je volilni sistem, da je povečala moč spodnjemu domu, ker v Angliji imajo spodnji dom, zgornji dom, pa monarha. Nekako do tiste dobe v spodnji dom ni bil tako pomemben, klej pa dejansko. Sploh ne vem, kaj je to spodnji dom, pa zgornji dom. Ker nisem v politiki. No, se jaz tudi ne, ampak to sem na hit pogledal, oziroma nekaj se približno vem, no. Ok. Ja, znana je pa tudi kot neka babica Evrope, ker je večino teh današnjih kraljev, ki so še v Evropi, ki sicer nima nekaj, ki je bolj simbolno vse skupaj danes, ne, je v bistvu ona njihova ali prababica. Dejansko Elizabeta II. Je vnukinja njena in tudi njen mož od Elizabete II. Kaj je že? Filip? Ne. Kaj že? No, skratka, mož je tudi vnuk. Postavno za sorodo. Nekako. Ja. Ja, ok. No, pol ta zadnja izmed telih je pa še Marija Sklodowska, oziroma bolj znana kot Marie Curie. Fizičarka, kemičarka, ki je bila pionirka na področju radioaktivnosti. Ona se je rodila v Varšavi, preselila se je v Pariz in tam v Parizu študirala kemijo pa fiziko. Leta 1898 sta pa z možem v bistvu v raziskovanju uranove rude ugotovila, da sta tukaj v tej rudi prisotne še dve snovi, ki sta bolj radioaktivni, in prva sta poimenovala poloni, po poljski, druge pa radij, zato, ker je to kar močno radioaktiven. Zaradi tega ne bi imel to ime. In tukaj dobila... Po polski? Ja, ona je bila z Poljske. Aha. Po njeni domovini si je dobila. Ja, sem mislil, da je kakšna, da je tam kaj ugotovila. Ne, tam se je rodila. Ja, in tudi. Dost strah. Ja, no, sej, je kar konkreten razlog. Menjši bi bilo verjetno kakšen, mogoče kdaj kakšen element. Ja, če bi bila vidva v kemiji. Tako. Ja, se pravi, Nobelovo nagrado je dobila, ne, za to. Po Nobelovi nagradi leta je začela na enem inštitutu delati, ker je vodila dejansko vse znanstvene zadeve. Med prvo svetovno vojno je zelo sodelovala in organizirala 20 mobilnih sanitetnih avtomobilov s temi rentgeni in je tudi sama sodelovala in pomagala dejansko ranjencem na fronti. In je zelo veliko življenj rešila s tem. Že ne samo, ker je bila prisotna, ampak zato, ker je rentgen bil dostopen tistim doktorjem. Po vojni je bila direktorica čist novega inštituta za radioaktivnost v Parizu. Je pa se pravi raziskovanje radioaktivnosti kaj pripomoglo k tem, da je dejansko raka dobila, ker v tistem času še ni bilo toliko, niso dejansko vedeli, da je radioaktivnost toliko v bistvu škodljiva in da je menda še leta 1934 je umrla. Menda je ona kar te testne izotope radioaktivnih snovi, da je v žepih imela, pa v predalih, pa tako, ne, ker ni vedela in da bo menda še te zapiski njeni, da morajo biti prav v posebnih škatlah zapečateni in tisti tudi, ki gleda, mora v opremi biti, da sploh lahko, ker je to radioaktivno. In da bo tudi, da se pravi, njen grob, kjer je, da bo ne vem še koliko 1000 let, bo še vdajal te previsoke delce radioaktivnosti. Ja. Je pa ona... Se pravi, ona še kar radioaktivna. Ja, seveda. Je pa v bistvu, kaj prva ženska, ki je dobila Nobelovo nagrado, najprej za fiziko, potem pa še za kemijo. In mislim, da je, ne vem, ali sta samo 2 ali pa 3 v vsej zgodovini, da so dvakrat dobili Nobelovo nagrado. Dobro. Tako da ja, no, to so bile te poznane ženske v zgodovini. Zdaj sem te mislil vmes kaj vprašati, ampak si imel toliko materijala, sem bil raj, sem te pustil govoriti.
Lahko z nekaj vprašaš. Ja, zdaj sem že pozabil, kaj sem hotel. Pa itak je že to kura. Lahko v komentar napišete vprašanje, pa bo Matic odgovoril. Lahko pa pogooglate. No, ne, to bo še lažje. Ja, drug teden pa pridejo te malo bolj nepoznane ženske, ki so tudi pustile pečat v zgodovini. Cool. Ja. To je to. Malo je daljša bila današnja, ampak upam, da se kaj naučili. Tako. Se prejšnji teden ni bilo, tako da je zdaj lahko malo dalje. Ja, res je. Tako. Lep petek. Ja, pa se vidimo drug teden, ne? Se vidimo drug teden. Čau. Adijo.